Kakšen učinek pričakuje FURS od objave seznama največjih davčnih utajevalcev? Ste hoteli morda pokazati, da nekaj delate tudi na tem področju ali pričakujete spremembo ravnanja zavezancev? Po eni strani pričakujemo, da bodo morda tisti, ki se sedaj ukvarjajo z nekimi mejnimi praksami, videli, katere so tiste, ki so sporne v praksi in se morda vzdržali teh dejanj vnaprej. Po drugi strani želimo biti transparentni in pokazati, da se veliko dela na tem področju, ki je bilo v preteklih tednih predmet veliko medijskih debat in se nam zdi pomembno, da pokažemo, da se ne ukvarjamo samo z kurjimi tatovi, kot nekateri pravijo, ampak da se tudi z velikimi ribami in predvsem z velikimi ribami. Kolikšen del teh dodatno obračunanih davkov pa je bil dejansko tudi pobran? Torej, ne moremo še govoriti o zaključku teh zgodb, ker so še odprte in se bodo te davki še pobrali. V grobem pa vam lahko odgovorim, da se približno 60% teh zadev izterja. Kaj bo prinesla prva analiza učinka davčnih blagajn? Bo šlo zgolj za interno analizo in morebitno predstavitev ali lahko pričakujemo tudi kakšne prilagoditve, ki jo bodo opazili uporabniki? Torej, mi smo obljubili v začetku, ko je bil zakon sprejet, pa tudi že prej ob sprejetju akcijskega načrta vlade, da bomo v drugi polovici maja te podatke objavili. Na ta način bomo tudi dokazali, da je bil ta projekt učinkovit, da je bil smiselen in da smo vplivali na znižanje stopnje sive ekonomije.